natečaj je v bistvu dozorela nekako začetek leta 2010. Potem smo dali v nekaj mesecev kasneje, marca 2010, razpis, na katerega se vas je odzvalo kar 90 sodelujočih, ki ste napisali 81 prispevkov. Tako da danes nas je tukaj malo manj, ampak bomo zato toliko bolj izbrana družba. Te prispevke smo ocenjevali v 3 kategorijah, osnovnošolci, srednješolci pa študentje. Ker je bilo pa osnovnošolskih prispevkov največ, kar 72, smo osnovnošolske prispevke nekako še malo razdelili na mlajše pa starejše. Bilo je pravzaprav res težko tehtati, kaj je boljše in kaj ne, tako da smo iz tega oblikovali en zbornik, ki ga vam z veseljem pokažemo. V tem zborniku niso objavljeni le tisti prispevki, ki so po mnenju komisije najboljši, mogoče pač niso najboljši za vas, pa da so vaši najboljši, ampak tudi drugi zelo dobri teksti. Za začetek, mi bomo zdaj tlele nekaj od teh zgodb improvizirali. To se prav povedali po svoje, ne? Za tiste, ki ne veste, kako bi to, kaj pa je to improvizacija, mami, kaj zdaj prav on, bi prosil Sašta, če pride gor. In bomo to demonstrirali, Sašo bo žoga. Erika, pridi gor. Ne, kako bi žoga. Erika, daj gor. Tako nekako, no, bo zgleda. Hvala, Sašo. Zgomek iz od takrat nisem več videl. Bil sem na poti domov, utrujen, s polno glavo misli, nepozoren na okolico. Gledal v tla kot vedno. Pot bi lahko prehodil mi že tako dobro razumel. Tako dobro razumel. Vsak zavoj, vsak ozki prihod mi je že čisto domač. Tolikokrat sem že šel tu, mimo vodnjaka, zavijam čez trg v ulico in se zgubim med hišami. Majhen črn čevelj pokukaj za bogado. Malo za njim zagledaš še drugega. Počasi se riša cela podoba. V temni obleki stoji pred menoj dekle. Na robovih njenega krila se zeleno svetlikajo sončni žarki. Zastane mi dih. Dolgi kostanjevi lasje se ji lahno zihljajo v vetru. Zame se skoraj ne zmeni. Njene temne rjave oči, kot da so prazne, žrte nekam udaljavo. Ne moram se povakiti. Sem vse pozabil biti. Za trenutek. Potem pa se mu zmeša in podivja. Kaj se mi dogaja? Le z očmi lahko sledim. Tako skoraj plove mimo. Zdi se, kot da se tam sploh ne dotika. Vse se odvija tako počasi in obenem ne mine več kot trenutek, ko je že ni več. Gledam še, ko zavija za bogav in izginja v ozki ulici. Moder šal, povit okoli njenega vratu, pohiti za njo. Kot se je pojavila, tako je tudi izginila, brez opozorila, brez sledu. Še nekaj časa sem samo stal tam. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Konec. Prvo mesto in s tem tudi razpisanih 150 € nagrade pa je pripadlo Miki Hančiču, študentu iz Stahovice. Mogoče preden nadaljujemo, samo še to povem. Če je tukaj slučajno kdo, ki je tudi sodeloval v tem natečaju, naj se potem zglasi pri meni,
Drugič, ki je zelo veliko, ki čakajo na svoje nove lastnike, tako da vabim potem k meni. To je vse, hvala improvizatorjem, pa oprostite, ker smo vas narobe poimenovali, a ne? Mislim, da smo se zabavali, hvala vsem, ki ste sodelovali, pa še kdaj drugič. Lep pozdrav sem skupaj, zunaj je na razpolago oziroma možnost nakupa Veronika z Malega gradu. Učenci, ki pa ste sodelovali, pa dobite pa priznanje, lahko jih tukaj dvignete ali pa pri svojih mentoricah v šoli. Lepo se imejte še naprej.